Sedaj imamo pa prav posebno priložnost, in sicer, da se sprehodimo po boksih in poiščemo tistega slovenske reprezentance. Vse skupaj boste videli, nekoliko spominja na Formulo 1. Tukaj je, kot kaže, celo restauracija, vendar pa namenjena samo tekmovalcem in pa osebju reprezentanc, kajti ves ta prostor je ograjen in samo s posebnim dovoljenjem, poglejte, tole so mi dali, smo smeli vstopiti sem kaj. Sicer pa kar pogledamo sedaj, kje je boks naše reprezentance. Restauracijo imajo blizu, to je dobro. Tukaj vidimo, tukaj so Američani, pa Belgijci in pa Danci. Tukaj na koncu pa slovenska reprezentanca. Kaže se ravno sredi sestanka, nekoliko bomo še počakali, na to pa se vendarle pogumno približali. Kako natančno je določen in načrtovan vsak trenutak u pripravi na tekmu tukaj še na suhem u boksu? Pa to je zavisno od uslova koji su ponuđeni ovim svim zemljama. Na nekim tekmama su neke veće reprezentance, imaju bolje uslove, primjer kao što je ova zgrada, a nekima su ponuđeni šatori. Tako da zavisno od toga zavisi da li ćeš se zadržavati duže u njemu ili ćeš kraće, pošto jednostavno bivati u takvom prostoru je jako teško po sve, a pogotovo za takmičare. Ovo je dosta bi rekao dobro za pogledaš sve tekme koje su u godine. Nije toplo. Znači uglavnom dolazimo nekih otprilike sat, 10-15 minuta pre. Znači tu je sve ono pripremanje brojeva čamaca, dresa, leznih broja, znači sve njihovo zagrevanje, znači možeš biti prisutan, znači bilo šta da loše krene, da sam tu da reagujem, pošto sam ja špelin trener i znači kompletno šta god treba sam tu. Uglavnom mislim nema dosta prostora, isto za čamce, dosta je čamaca i onda treba onako sarađivati s drugim timovima, pošto tu su ovdje Slovenija, tamo je, ne znam, Švicarska, Luksemburg, tako da mora se onako biti tolerantan jedni s drugima i onda jednostavno je lakše u tom prostoru biti, pogotovo pred sam nekih 50 minuta pre starta takmičar ulazi u onu koncentraciju i uopšte onako vizualizira onako kako će tekmu odveslati. Znači jednostavno je pravilo da mu ne prilaziš i ništa mu ne govoriš, znači ostaviš ga na miru da odradi to do konca i da krene nekih pola sata pre starta na vodu. Neki kreću i 2 put na vodu pre na start, mislim svako ima drugačije. Imaš dovolj prostora, najdeš svoj mir tukaj? Ja, trenutno ni nobenega, tako da je dobro. Ko začnejo tekme, pol se jih kar nabere in je gužva, tam je prav vroče, tako brez zraka moraš se malo premakniti bolj stran, ampak dovolj prostora. Kaj je sicer tisto, kar najbolj potrebuješ pred samo tekmo? Najbolj mir, da se lahko skoncentriram sama na se, da se spočijem, da se pripravim tako fizično kot psihično in to je to. Kaj še na suhem postoriš, predno ideš na vodo, Stričen, ki je pač že del same priprave na tekmo? Malo me Stjepan še zmasira, preden grem, malo se ogrejem, še dinamične vaje in pol grem na štart. Kaj praviš o teh pogojih? Je to nekaj najboljšega, kar ponuja naprimer karavana, kajaka in kanuja na mirnih vodah? Je tako tudi drugje? Mogoče imaš drugje malo več mesta, ampak tle je dobro, ker imamo televizijo in lahko spremljamo vse tekme, ne rabiš stati na soncu in gledati tam daleč stran na cilj, kako je. Imamo srečo, da so dobri posnetki, tako da se vse dobro vidi, rezultati so takoj na televiziji in to je res super. Kaj pa je še za tisto zaveso, to me še posebej zanima. Jaz to uporabljam kot slačilnico, nekateri spijo tam notri. Smem pogledati? Lahko. Dobro, mu rekam, nas je Špela poslala, kar pojmo pogledati. To je počitek pred tekmo, spanec tudi morda? To je bil mal popoldanski počitek po kosilu, pa v bistvu zdaj se glih prebujam, ki je ura, oziroma zdaj se moram počasi malo aktivirati za tekmo. Tako da meni se v bistvu vikend šele zdaj dobro začne.
Nekateri smo zoprni, ko se zbudimo, Jošt je dobre volje in to je dobra napoved tudi za samo tekmo. Ta prostor ti pomaga, da se nekoliko odmakneš od vsega skupaj, je tudi nekoliko manj vroče tukaj, se mi zdi. V bistvu klele noti mogoče še majčken bolj, ki je tale zavesa zagrnjena, ampak pol časa do časa potem špranica je malo zapiha, tako da to kar prav pride. Ampak zdajle, ko se počasi bom vzbudil, pa tole malo odgrnem, da vidim, kaj se na svetu dogaja. Pokukaš kaj k drugim reprezentancam, mogoče k velesilam, kakšne pogoje imajo oni? Ja, skozi malo kukam, treba skozi malo biti na tekočem, kaj konkurenca počne. Čeprav veliko se lahko že doma naučim. Seveda pa treba malo tudi konkurenco pozvati, zato da se jim bomo čim hitreje, čim lažje približali. Se ti kaj vleče to čakanje na samo tekmo tukaj na prizorišču? Pa v bistvu imam tako naštiman dan, da se mi niti ne vleče, da se skozi nekaj dogaja, počitek je načrtovan takrat, ko je treba. Zdaj ste pa v bistvu vi glih prav prišli, da ste me prisilili, da se malo zbudim, da v bistvu se je zgodilo glih tako, kot se mora, da se lepo naprej na tekmo pripravim. No in kot kaže, je Jošt res dobro pripravljen in razpoložen in lahko pričakujemo v nadaljevanju današnjega dne, da bo vrhunsko opravil svoje delo. Seveda, zato sem tukaj, ne. Tako, tudi predzadnja oddaja te sezone je prišla do ciljne črte. Vendar pa najboljše vedno pride na koncu in za... Kaj zdaj to? Čakaj. Najboljše vedno pride na koncu in... Pusti ga plavati. Pojma ni imel, od zdaj naprej, dragi gledalci, ni razloga za skrbi. Vse, kar želite vedeti o kajaku in kanuju, boste izvedeli od mene. V novi sezoni, s septembrom, nadaljujemo. Pa lepo poletje. Kagros, kdo so to? Vse to zrežiral. Dragi gledalci, z nami je Grega. O kajaku ne ve veliko, prevzema pa naslednjo leto oddajo o plavanju. Tlele se z njimi ukvarjam zdaj že 3 leta. Na koncu pa me tlele pred svetovnim auditorijem prav čakali so segat, ne? Se lahko bi me tudi na mostu vrgalo v vodo, ko me ben ne bi videl. So mi raj tlele. Slovenska fovšija v vsem sijaju.